idealnih in ne bi mogli izpasti, 5 bi se jih menjavalo. Nogometna tekmovanja z vstopnicami, sponzorji in televizijskimi prenosi so velik posel, ki pa je bil zaradi koronavirusa okrnjen. Klubi, ki bi igrali v Superligi, bi tako zaslužili več denarja, kot ga dobijo za sodelovanje v Ligi prvakov, iz katere bi izstopili. Liga prvakov je niz vsakoletnih klubskih nogometnih tekmovanj, ki jih organizira Združenje evropskih nogometnih zvez UEFA. Predsednik UEFA je Aleksander Čeferin. Ko je postala novica o Superligi javna, je UEFA zagrozila, da nogometaši, ki bodo igrali v Superligi, ne bodo več smeli igrati za državne reprezentance. Jan Oblak, na primer, ne bi več igral za slovensko reprezentanco, ker je njegov klub Atletico Madrid vstopil v Superligo. Številni navijači, igralci, predstavniki medijev in trenerji so bili ogorčeni in so protestirali, češ da si želijo bogati klubi nagrabiti samo še več denarja. Zato so se temu postavili po robu. Proti so bili tudi nekateri politiki. Iz Superlige, ki je bila komaj ustanovljena, je zato prvi izstopil klub Manchester City, kmalu za njim pa še drugi. Superliga je tako v 48 urah ostala le še na papirju. V torek se začenjajo polfinalne tekme Lige prvakov. Tudi to tekmovanje se bo v naslednjih letih spremenilo. Namesto 32 najboljših klubov bo v njej že čez 3 leta, torej v sezoni 2024-25, igralo 36 klubov, ki bodo v skupinskem delu odigrali vsak po 10 tekem.